si ga okrog vratu, da ga ne izgubiš, saj boš pride, kaj ne da boš. Kako dolgo časa dan je danes. Jaz sem zajček dolgoušček, kdo me le ne pozna, ves dan plešem, ves dan pojem, trajla lili, trajlala. Ves dan plešem, ves dan pojem, trajla lili, trajlala. To pesmico moram zapeti babici in dedku, to bosta vesela. Ojoj, saj ni mogoče. Kaj ni mogoče, dede? Poslušaj, 3 zajčji vesoljci so sinoči srečno pristali na Luni. Dede, ne verjamem vsega, kar piše. To so navadne izmišljije. Rajno trga deteljico do dolgouščka, saj veš, kako rad jo ima. Jaz sem zajček dolgoušček, kdo me le ne pozna, ves dan plešem, ves dan pojem, trajla lili, trajlala. Kako lepa pesmica. Na, za šporovec. Hvala, dede. Kako sončen dan je danes. Kako zelo se bi mi prilegel en velik sladoled. Tak korenčkov sladoled. Toda sladoled se dobi samo v mestu. Mesto pa je tako daleč in mama mi je naročila, da dlje kot do babice in dedka ne sme. Grem se kotalkat. Zajčeka se ne bojiš, kot doma tak hitiš. Skočim sem, skočim tja in takoj bom spet doma. V mestu čaka ropač pridi, ti ne veš, kako je zbiti. Jare kurno se z glavo bom potisnil, glej tako. Zajček ljubi, čuvaj se, kaj če vzam po te lovi. Nič zato, saj lahko bom pregriznil hitro jo. Zopet pride, oj skrbno, zajček skri se za drevo. Čujem zvok, še en zvok, ključ izgubljen je v Bogu. Želite, prosim? Kdo pa ste? Še nikdar vas nisem videl. Jaz sem zajček dolgoušček, kdo me le ne pozna. Ves dan plešem, ves dan pojem, trajla lili, trajlala. Ne hodim še v šolo in ne znam brati. No, ti pa jaz povem, kaj piše na vrati. Tu skozi smejo le tisti, ki ubogajo mamo. In ti ubogaš svojo mamo. Včasih jo, včasih pa ne. Daj mi šapo, bomo že izvedeli, ali govoriš resnico. No, boš že držala, kar govoriš. Včasih jo ubogaš, včasih pa ne. Ker si mi tako iskreno povedal, da se pusti naprej. Kuža, muri se. Sedaj sta lahko prijatelja.
Tukaj ni nobenega spet čas in jaz nimam časa za take neumnosti. Mimo mene ne prije nihče, ki nima upravo v gledališču. Ja, kako bi pa izgledalo, da bi lahko vsak vstopil in se ogledal vse gledališče smilnosti, kaj? Jaz nisem samo vratar, jaz sem var gledališča. Za vsakega vem, kje mora biti in ob kateri uri. Tukaj je urnik. Urnik kot v šoli. Ja, samo da so naši predmeti vaje in predstave. Gledališče in igralci delajo od zgodaj zjutraj do pozne noči. Zato pa res nimam časa za take, ki ne vejo, koga iščejo. Na zbiranje! Prosim, pomagajte, spomnite se kakšnega igralca. Ja, a poznate kakšnega igralca? Lahko je iz gledališča ali iz kakšnega filma. Katerega koli. Prosim. Super. Iščemo Tadeja Toša. Ja, Tadeja Toša. Tadej Toš je na vajah. Strogo prepovedano je voditi vaje. Morala boste počakati do pavze. In kdaj bo pavza? Odvisno od režiserja, ponavadi v popolne. Slovensko narodno gledališče želite, prosim? Hamletovi? Kako se piše? Ekspir? Ne, gospod, tukaj ni nobenega Šekspirja. Kako, prosim? A ja, vstopnice bi za Šekspirja in Hamleta. Potem morate poklicati blagajno. Ja, seveda ste poklicali gledališče, ampak ne blagajne. Jaz samo delam tukaj, veste, ne prodajam kar. Ja, gospa, smo gledališče, ampak ne blagajna. Poglej, koliko vrat. Ja, na vsaki je napisano nekaj imen. Zato stanovanja. Ne, so to samo garderobe za igralce in igralke. Gremo pogledati. Počakaj, jaz bom raje potrkal. Halo, je kdo doma? Mislim, je kdo tukaj? Nesi tako strojaško, povej, da jaz tega ne bi več imela in basta. Prosim. Ničeč, prosim. Jaz sem že 100-krat povedala, da sem garderoberka in ne šivilja. Ker šivam gube manjše stegarine. Popravim, kar se le da popraviti na roke. Saj niti šivalnega stroja nimam. Ničeč, ampak, če so te že poslali iz strojaške in pove, da se je zadrga razparala že tretjič. Zdaj moram pred vsako predstavo na roke šivati in švi potem popusti. Še dobro, da me ne predstavo, kakšen škandal bi to bil. Saj imam tega, da nihče ne ve, kaj kdo dela. Tukaj imam pritožbo za direktorja, vse pisma na hrvat sta. Garderoba, obleka za duha, prosim. Zdaj že grem. Duha? Obleči morate duha? Ja, ampak ne samo duha, še 20 drugih. Garderoba, preobleka za duha takoj na oder. Zdaj sem te že prvič slišala. Nesi to pritožbo direktorju, jaz nimam časa. Kako čudna obleka. Le kako se vam natakne. Aha, tukaj so rokavi. Joj, kakšna velika ruka. Kaj imaš pa to? Posluj, neka gospa mi ga je dala in rekla, naj ga odnesem vprašati. Pusti ga tukaj. Ne smej mi dati še pritožbo za direktorja. Pa kaj to tebe briga? Mi pa smo emisiji. Daj mi pusti. Ne! Ja! Ne! Ja! Tišina za odrom, prosim. Vejo, da smo tukaj. Misliš, da imajo kamere? Naprimer, mene ne. Tam piše recej. Odmor na odru, 10 minut. Snažilka na odr, prosim. Kaj se to pravi? Kaj? Žvižganje v gledališču je strogo prepovedano. Jaz nisem žvižgal. Seveda si, na odre sem te slišala. Zakaj pa je prepovedano žvižgati? Ker to prinaša nesrečo. Potem nam bodo žvižgali na premieri. A ne veš, da je danes premiera? Premiera. Ja, po 2 mesecih vaje bomo danes končno zaigrali pred publiko. In predstava bo samo moja. A vi ste igralka? Ne, jaz sem inspicientka oziroma
vodja predstave. Me nisi slišal po zvočniku? No, vidiš, jaz sem tukaj glavna. Jaz vodim predstave in vaje. Med vami sem ves čas igralci in režiserji. Zapišem se vsak premik igralca ali scene na odru. In ko nastopi večer premiere, takrat postanem edina komandantka, kot tak vrhovni kontrolor na letališču. Kličem igralce. Zakaj pa kličete? Koga? Ja, igralce. Ker ima prizor na odru. Zakaj pa ne čakajo za odrom? Ker za odrom ni prostora, pa še hrup bi bil. Zato imam jaz vse pod kontrolo. V moji glavi je radar. Za vsakega vem, kje mora biti ob katerem trenutku. Radar. Imate v glavi? Ne, to je metafora. Zame so tukaj vsi leteči predmeti, ki jih moram spraviti v pravilno konstelacijo. Tehniki, na primer, so kot eskadrilje akrobatskih letal, ki v preletu spreminjajo sceno. In so tukaj igralci, sami veliki Airbusi, Boeingi, pristajajo z leta iz odra v točno določenem voznem redu in jaz, ki ves čas kontroliram. Pred predstavo vsake toliko povem, koliko je ura. Na primer, ura je 18:45 minut. Še 15 minut do predstave. A igralci ne znajo gledati na uro? Igralci ne nosijo ur, ker so kostumi. Razumeš? V občinstvu ura ni rečem. Vsi na svoja mesta, prosim. Pade mrak, nastopi tišina, pričakovanja in potem rečem tišina, akcija! Ne, čaka sma, film. Jaz rečem zavesa gor in zavesa se dvigne. Prižgejo se luči in začne se predstava. A vi ste med predstavo na odru? Ne, ob strani ima majhno kabino, iz katere gledam na oder. Ampak moj glas je povsod. Sliši se me vsak kotiček. Zdaj koga pozabite poklicati? Ne, to bi uničilo igro. Pač pa da igralci zamudijo na oder. Na primer, enkrat je zamudil igralec, ki je igral Romea. Zakaj je zamudil? Pa je se tako močno koncentriral, da je zaspal. Jaz pa mislim, da poslušal tekmo s slušalkami v ušesih in me ni slišal. Ali je bil kaznovan? O, pa predstavi se mu jih napela in napisala poročilo direktorju. Naj tem mladim igralcem pove, kakšen je hišni red v gledališču. Kaj pa je hišni red? So pravila, ki jih nikoli nihče ne prebere. Ampak jaz pravim, da mora biti vse v rit in tit. Rit? Kaj je tam? Rit in disciplina, točnost in tišina. Konec pavze, grem poklicati igralce. Konec odmora na odru. Nadaljujemo z vajem. Vsi na oder, prosim. Jaz sem pa vedno mislil, da se v gledališču samo zabavajo. Pa je tukaj še huje kot v šoli. Človek lahko na hodniku klepetaš, pa te noben ne nakruli po zvočniku. Spoznal sem inspicientko. Vodjo, no, komandantko pa tisto, ko bi po zvočniku. In si vprašal, kje je krašta? O ne, no to sem pa pozabil. Na kostum. Tam zadaj se stane garderoba. Poglejmo tu. Nikogar ni. Jaz grem noter, ti pa ostani tukaj in straži. Kdo to ne pride? Maska za kralja na oder, prosim. Prav zanima, kaj je maska za kralja. Krona, žezlo. Maska za kralja na oder takoj. Pa saj kralji ne nosijo mask. Pa kakšno maso prihoče? Moj tata brada? Spet hoče na teren? Ali pa se danes zdaj že petka izmišljuje? Joj, kako se tukaj smudi. Maska za kralja v mišnici bo biti rekvizita. Rekvizita. Rekvizita, prinesi masko, čakamo te.
enkrat maska, ja, drugič maska ne. A se bojo do premijere že zmenili, kaj smo hočejo? Joj, kako se tukaj vse moti. Vsi kot zmešani tekajo naokoli in se glasno razburjajo. Zgleda, da noben ne ve, zakaj gre. Hudo se specijalno, tako da bi druga dela, tega pa ne se, če reče maska, ne reče maska za mišnico. Vse je Ja, ampak šele potem, ko sem jaz se srcem coko pritekla na oder, ker sem mislila, da kaj narobe z masko. ni maska, maska. Ne, maska, ki se ga
Ja, filtre moram ustaviti za stari pixi. Kako je že rekel? Na koncu hodnika, majhna vrata na desni strani. Je rekel nam, kaj pokliče. Tone! Tone! Ja, kaj je? Ja, kje pa ste? Ja, v kabini. A lahko naredite grom? Kakšen grom bi? Ja, grom pač. Tak bolj od blizu ali tak bolj od daleč? Od blizu. Kaj pa strela? Strela, takoj. Ne, smislim na blisk. Luč dela Luka. A tisti Luka, ki je Bog? A to je rekel, da je Bog. Ja, ker on dela svetlobo. Tako kot Bog. Jaz sem bolj Bog kot on. A ja? Ja, seveda. No, kaj je Bog najprej naredil? Svetlobo. Narobe. Najprej je rekel, bodi svetloba. Najprej je ustvaril zvok, da je potem ustvaril svetlobo. Brez zvoka ni ničesar. Če ne bi bilo zvoka, ti v teatru ne bi nič slišal. Luka bi ti lahko z soncem svetil po odru, ampak če ti ne bi slišal, kaj igralci govorijo, ne bi vedel, zakaj se gre. Ampak zvok itak je sam po sebi. O, kdo tukaj? Strah me! Halo? 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 Na pomoč! Pomagajte, na pomoč! Strah me je, pomagajte! No, zdaj si videl, kaj delam jaz? Ustvarjam atmosfere, z zvoki in glasbo. In to lahko počnem, tudi če Luka vrže vse v temo. Kdo je potem bolj Bog, te vprašam? Vi! Definitivno. Tako. Imaš kakšno glasbeno željo? Imate vi kakšno glasbeno željo? A ja, še zmaševal si boš na eno poskočnico, da boš malo zaplesal. Ampak kje? A se nismo zmenili, da me počaka tukaj? Gledališče je res velik labirint. Bom že znal. A kje je Ž? In kje je direktor pisarna? A ste ga vi videli? Mogoče je šel pa tja.
preseglo 1 minuto. Veš kaj, nobenih trikov ni, nobenih skrivnosti, vsi kot zmešani tekajo sem in tja, ki se glasno razburjajo in nihče jih ne sliši, pisarjajo pritožbe, ki jih nihče ne prebere. Visno je vsaka predstava en mali čudež. Da, zdaj te tekal. Pa dalje. Predstava je končana. Ups, pardon, vaja je končana. Hvala vsem, se vidimo zvečer na premieri. Snažilke na oder, prosim.
šarmanten, prijazen, smešen, ljubezniv Schönheim. Tukaj ne bi bilo treba očetu reči ljubiga. Ljubi ga, Micka, vzemi ga, lasje so že sivi, bla, bla, bla. Oh, moj Schönheim, bogat, lep, lepo pleše in še pravi pravcat gospod. In jaz bom prava gospa. Ja, kje so pa ti ljudje doma? Pa saj jih še kekec ne bi našel. Aha, morebiti pa je ravno to županova Micka. Upam, da sploh zna slovensko. Dober dan, jaz sem gospa gospodična Šternfeld. Me ti razumeš? Ja, kaj pa se ti greš? Valjda, da te razumem. Lol, govorim slovensko, štajersko in angleško. Včeraj mi je moj učenec podaril iPhone X. Samo uporabljati ga še ne znam. Ampak to zdaj sploh ni važno. Tuširam se 2-krat na dan in 1-krat na mesec hodim na manikuro, pedikuro, masažo in v savno. In to v Maribor. No, potem pa mi povej, če me tako dobro razumeš, odkot imaš tale prstan? Hej, daj mi nazaj! To je moj prstan! Kako tvoj, če mi ga je pa dal moj zaročenec? Se ti obnova? Zakaj se jokate? Kaj vam je? Ljuba moja, tvoj zaročenec je navaden goljuf! Da je moj ljubi Schönheiče goljuf? Da, goljuf je. Praviš, da se piše Schönheim, tako mu sploh ni ime. To ni mogoče! On je še zaročen z eno drugo. Ime mu je Kulpenheim, ne Schönheim. In če pogledamo status, je že zaročen z eno drugo. Vidiš, zaročen in to z mamo. No. Kadar bo žalostna, to bo drago plačal. Ne veste še vsega. Danes pride z nekim matičarjem, da naj jo poporočim. No, naj le pride. Tukaj imate prstan, nočem ga. Le kaj bi rekel oče? Ali tvoj oče ve o tvoji ljubezni? Nič ne ve. Schönheim bi rekel, da ne smem nobenemu povedati. Pelji me v hišo. Morali bi se pogovoriti, kaj in kako bova. Prav. Tukaj sem ti, bebec. Poslušaj me. Če hočeš osvojiti mojo Micko, se moraš malo bolj potruditi. Saj se! Zadnjič sem jo peljal na gasilsko veselico. Veš, kako je uživala? Ja, pa to ni dovolj. Veš, ona je prava mestna frajka. Lahko bi ji kupil čevlje. Take, ta prave damske. Zmenjeno. Zapiši si, saj vse pozabiš. Čevlji, dam, ki. Ja. Pa še nekaj. Pregrob si. Kadar jo okoli pasa za ples spremeš, ji
Šalo? Anže, jaz ti povem, ona ima več pameti kot midva oba skupaj. Ona že ve, kako mora biti. Eden noter sedi in vun strela. Adio, moram še krave napojdrati. Ne adijo, ampak ajde. Kaj? Ja, tako se pa je v tisku ozdravlja. Dobro. Ajde. Ne ajde, ampak ajde. Ajde. Je tako prav? Ja, ajde. Mislim, ajde. Si prepričan, da tista Šternfeldova ni izvedela, kam smo šla? Ne, mislim, da je odšla na koncert Be Cool že pred 1 uro. Someš, da bi izvedela? To bi bil ja škandal. Ampak ne bo, stari Sternfeldu, ki si niti sanjal, evo, sprosti se. Kmalu pride oni matičar, da mu razloži situacijo. Ja, kje hodi ta matičar? Preden se bomo kaj zmenili, bo že tota Šternfeldova že prišla s koncerta. Sprosti se, saj bo prišel. Ti le še čisti motor do konca. Hajma, zdaj boš videl, kaj si zaslužil. Imam boljšo idejo. Sternfeldova kliče! Ona! Šterni, moja ljubica, kako si kaj? Dolbenheim, kje si, moje drago srčece? Si doma? Jaz sem doma. Ja, seveda sem doma. Kje pa bi bil drugače? Ja, kdo pa je to? Si res doma? Sonček moj. No, v bistvu popravljam motor. Z mano je tudi manjko. Kaj ti garaži, povedala? Veš kaj? Adijo, srček. Moram iti. Adijo. Skoraj bi posumila. Aj praviš, naj si popusti, ok? Skoraj si ga zadušil, kaj bi pa ga potem poročil? No, kakšen je zdaj načrt? Lahko nas še to vidi. Torej, vsem je znano, da se bo naš Stolbenheim poročil z bogatašinjo, ki pa ni preveč lepa. Zato sva si s Stolbenheimom domislila plan B. Potreboval bo ljubico, ki se bo pretvarjala oziroma bo mislila, da je njegova žena. Tako smo ujeli 2 muhi na 1 mah, oziroma 2 punci na 1 mah, oziroma Stolbenheim bo dobil ljubico in ženo na 1 mah. Zelo zanimivo. Kaj pa glede honorarja? No, to se bomo že kasneje zmenili. Joj, koliko je že ura? Že pred 1 uro bi se moral dobiti z Micko. Pa še
Anžeta, kako težko bom dočakal to srečno uro. Še srce mi bo zagorelo. Me res tako močno ljubiš? Ja, še preveč ljubica. Bolj kot ljubljanska dekleta? Jaz ljubim samo tebe, Mici. Tiho, očka me tiče. Kaj počneš? Oče, veš, nekaj ti moram povedati. Končno! Ja, kdo pa ste vi? Jaz sem gospa gospodična Štenfeld. Ampak sej, To sploh ni važno. Važno je, da se je vaša Mitska zaljubila. nekaj se moramo pogovoriti in to ne pred celo vasjo. Pa kaj si vendar mislila, da si se hotela skrivaj poročiti? Ali sem te kdaj silil Anžeta vzeti? Ja! No, pusti to, ne jokaj, nikar ne jokaj. Saj sem ti vse odpustil. Ti si vendar le moja Mitska. Žal bi mi bilo, če bi bila ti nesrečna. Ampak bil je tako prijazen z mano in peljal me je z motorjem in tako lepo je pel. Kdo bi si mislil, da je tak? Ja, kaj nisi videla, da ni vse v lepoti in motorju? Veš, kmečki fantje so pravi. Pa bil je tako priliznjen, kot da bi ga krava polizala. In tako se je znal sukati okoli mene, pa take lepe reči mi je govoril. Zdaj pa... Ja, ampak Anže je res priden fant. Moja preljuba Micka, ti si brka kakor hrast. V tvojih očeh nekdo sedi in vun strela. Že, ne, s tem, kakšne bedarije pa govoriš? Kakšne bedarije! Ti te besede niso všeč? Poslušaj, še pesem sem napisal zate. Ti, si moja Mitkica, kraljica mojega. Anže, nehaj se šopiti kot kakšen petelin in Mitski odkrito povej, kaj si misliš o njej. Oprosti, Micka, samo všeč sem ti hotel biti. Si še jezna? Več kot rada te bom imela, če boš nehal s temi bedarijami. Kaj pa ta kmečki, kaj pa ta usnjena jakna, ti ni všeč? Kupil sem si jo na bolčem vseeno samo zate. Moj kmečki frak mi je bolj všeč. Znemi se vendar te smešne cunje. Si sigurna, Micka? Anže, poslušaj jo in nehaj komplicirati. Poglej, še škornje sem ti kupil zate, nove lila. Takšne barve ti je všeč. Kaj ne, Micka? Anže, nehaj. Ampak, ali nočeš pravega štajerca oziroma pravega rokerja, takšnega, ki te bo peljal na koncerte in disko, ki bo imel varno televizijo? Niti ne omenjaj mi več tega. Nočem lila škorja, hočem navadne kmečke škornje. Take kot imaš ti. Nočem rokerja, hočem tebe, pravega štajerca in ne vakina. Zato pa vzela sem si štajerca in ne vakina. Ja, kdo si kaj to zmislil? Tako. Moja ljuba Micka, ti si dolga kakor hrast, brka kakor smreka. Joj, Anže, nehaj že povej. No, bi se ti poročila z mano? Kako
Imam ga. No, bi se ti poročila z mano? Že prav, nisi sicer roke, ampak boš pa kupil varno televizijo, kaj ne da boš? Bom, Icka. No, zdaj pa še ti. Kaj jaz? Ja, zaroči me. Anžes, nehaj se šopiriti kot kakšen petelin. Ne bodi tako kot tisti Schönenheim. Če boš pametnejši od njega, se bo Micka takoj ogrela zate. Ne smrpite. Jaz bom ogrel Mickino srce, kot bi mignil. Sem postavi pijačo.
šolani ljudje takšnih metodi, tega pa nisem pričakoval. Saj se nisem pogovarjal sam s tabo. A da ne, seveda, s kom pa? S kravljami kakci na travniku morda? Kak si? Čepno se mi zdi, da nekaj kakce res bohala. Ej, to je naravni pažbun. Punce se stopijo, ko me vidijo. Ne bi rekel, da ometijo od smrada. Sicer pa sem prišel povedati, da je vse pripravljeno na poroko z mano in Micko. Ja, saj res. Tako je. Saj sem vam rekel, da so tile kmetje tukaj pravi kmetavzi. In kot sem rekel, najboljše bo, da kar na njihovo stran stopim. Smo vsi zbrani? Ne, še na svate čakamo. Vendar vseeno lahko nazdravimo na naš srečni par. Anže, razdeli kozarce. Imamo vsi zbrane kozarce? Potem pa gremo. Dobro, zdaj ko smo vsi zbrani, je čas, da začnemo obred. Prosim, postavite se ženi in nevesta. Ženin in nevesta. Torej, danes smo se zbrali, da zakon... Kaj je pa narobe? Nimam šoka. Izvoli plevel. Torej, zdaj ko je vse v redu, lahko končno nadaljujem. Torej, danes smo se zbrali... Pa saj nima poročnega pajčolana. Ja, kje naj pa že zdaj poročni pajčolan dobimo? Kaj je sploh to? To je bela, čipkasta pečka, ki jo nosi nevesta na glavi. Ste rekli bela Ja. in čipkasta? Ja. Imam idejo. Je zdaj vse redo? Ja. Še nekaj. Saj izgleda, kot da bi ravno kar molzla krave. Jaz vam povem, da so še kravice lepše zlikane po frisu. Ej, sad pa te imam dovolj. No, pa saj se nisem užalil Micke, samo moje krave so pohvalili. Zdaj pa res gledate krave. Micka, zdaj pa res izgledaš kot kras. Kaj lahko zdaj prosim končno nadaljujemo? Ja. Ne. Še nikoli nismo nekoga ženili, če še ne bi pri tem ene zašpilali in enega spili. Prav imaš. Naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima Stop! Pa koga mi zdaj v bistvu sploh želimo? Tulpenheima ali Anžeta? Anžeta in Micko. Tulpenheima in Micko! Mislim, da lahko za nevesto najbolje poskrbi tisti, ki ima največ cvenka.
strani kakšna svoja prisotnost. Ja, zdaj vas pa res ne vidimo. No, zdaj, ko ni uradne osebe, bi lahko naredili malce tekmovanje. Tisti, ki bo dal največ cvenka, osvoji Mickino srce. Jaz sem za. Jaz sem tudi za. Stop, zdaj nismo na dražbi, da lahko kar kupite moje srce. Anže, na seriji, ta Schenenheim ima v levem žepu več denarja kot ti na banki. Ne skrbite. Prejšnji mesec sem bil na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni. Prodal sem 16 koz, 3 kure in še bicikel. Zmaga je moja. Torej, kdo da več? Jaz dam 200. Jaz dam 500. 550. 600. 620. 1000. 1000! Ja, 1000. Ampak da bo bolj zanimivo, lahko kar zaokrožimo na okoli 10 000. Jaz dam 5200, pa še moje nogavice, zelo so kvalitetne, čisti bombaž. Že nehaj. No, veš kaj? Jaz pa dam 10 200 in mojo bančno kartico. Nehaj ta, ni mi pomemben denar, pomembna mi je ljubezen. Ja, ampak v ljubezni se ne da živeti. Ja, ampak Anže, pravi. Vzela bom tistega, ki mi bo lepše zapel in mi s tem povedal, kako me ima rad. Jaz bom prvi. Naj se glasbeni povoj prične. Bliščimo! Dolini ti je kosica mala, več ji ne mra. Pa kaj je, spet se nisem bunšal. Če bo tako naprej pel, bo Micka res tvoja. No, zdaj pa se ti obehaj. O Micka, poljubček mi daj in se s tvojo lepoto zapel. Objo, moja Micka, srce mi gori, ker moj bližini si ti. Jo, Tako.
mislim, za ženina in nevesto. Kaj? Ne! Seveda lahko. Prej bi pa prosil, da pišejo še priče. Seveda, ker se je prilika in vas lahko priči. Ja, če ne